Na prvi pogled običajen salon, a v zaprtih skupinah na družbenem omrežju se pogosto pojavlja kot priporočilo, kje si povečati ustnice. Moji kolegici je naredila lip filler in jawline v nekem skladišču z oblekami. Do sedaj sem bila pri njej 3-krat. Vsakič po 1 mililiter redno hodim. Moja prijateljica je nos popravljala. Jaz hodim že par let, vedno sem bila zadovoljna. Posegi, kot so botoks in polnila, niso kozmetični tretmaji, ampak medicinski posegi. Zato je pravilno, da jih izvaja zdravnik v prostorih, ki imajo ustrezna dovoljenja. Pri teh posegih lahko pride do resnih zapletov, kot so zapore žil, nekroze tkiv, alergijske reakcije. Zakaj se običajno mlajše ženske kljub tveganjem odločajo za salone? Običajno je to po nekem priporočilu. Tako mi povejo nekako od ust do ust. Bila je prijateljica, kolegica, bila je zelo zadovoljna. Pa sem šla še jaz probat. Pogosto tudi sicer povejo, da ne vedo, kdo to sme in ne sme točno delati. Mogoče bo nekdo rekel, vse to so male stvari, vse to so majhni posegi, ampak zapleti, ki lahko nastanejo, so pa lahko hudi.